ETI je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanjske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja ETI je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Gost tedna. Naš tokratni gost je predsednik Združenja novinarjev in publicistov Tino Mamić. Tino, dobrodošli v našem studiu. Hvala za povabilo. Že nekajkrat sva bila v tem studiu, res da v drugih oddajah, tokrat v oddaji Gost tedna. Glede na to, da prihajate iz primorskega konca, tudi tu v Zasavju je že pomlad. Kako je pa o vaših koncih? Ja, pomlad je definitivno že precej, jaz mislim, da prihaja kakšen mesec prezgodaj, kot ponavadi. Tako da smo imeli že januarja, so že prvi mandlji recimo cveteli. A že? Ja, tako da zdaj pa praktično vse v cvetu je že tista, tudi zima je bila taka zelena, še po Ljubljani recimo so določeni kraji, kjer je trava ostala zelena celo zimo, pri nas pa sploh. Žled do vas ni prišel? Ne, tja do Senožeč, je pa v bistvu na tem delu Primorske Postojna in okolica, to je v bistvu Primorska, ki jo eni nimajo ravno za Primorsko, tudi geografsko lahko rečemo, da deloma tudi Notranjska, ampak jaz imam Postojno zelo rad in rečem mogoče celo popek Primorske, ker je na sredini med obalo in Trento recimo. No, tam je pa ogromno škode, ne. To se vidi tudi po avtocesti, recimo se ti zdi, kot da bi prišel kakšen film od kakšnih zombijev ali kaj takega. Ja, vse polomljeno. Ja, vse polomljeno. Grozno je pogledati. Ja. Tudi iz avtoceste se vidi ta kraj, planina, ki je pod vodo, še vedno. Ja, še vedno je, mislim, da je 10 hiš še vedno pod vodo, tako da je kar hudo, no. To si ne predstavljam zdaj, kako bo, zato ker se bojim, da država ne bo na ta prav način vsega skupaj rešila zelo hitro, ampak da bojo morali ljudje sami. Na prav način bo treba nekako rešiti tudi vse tisto, kar se je polomilo po gozdovih, ne? Ja, to v bistvu to je en velik problem, ki bi moral postati izziv, ampak se bojim, da temu ne bo tako, ker kot vidim prve reakcije strani države, gre vse za take zbirokratizirane postopke. Kakšno firmo bi ustanovili, ne? Ja, tukaj je toliko nezaposlenih, toliko ljudi, ki bi mogoče šlo, ki bi zastonj naredili marsikaj, da si naberejo drva. V končni fazi mi še vedno kurimo večinoma ne večinoma, en velik del drv, s katerimi se ogrevamo, prihaja iz Bosne. Jaz nima nič proti bosanskim drvom, ampak je tako zelo neekološko, da voziš 300 km drva, ko jih imaš tukaj za vsakim vogalom. Zdaj je pa sploh veliko, ne? Ja, zdaj pa sploh, ne, zdaj bi lahko, čeprav spet tudi tukaj se mi zdi, da malo pretiravajo, se mi zdi, da ne poznajo, tisti, ki govorijo o tem, ne poznajo dovolj. Ker če pogledamo, koliko je letnega prirasta, ki ga mi ne posekamo, in potem, ko pogledamo to škodo, v bistvu ne gre za tako grozno veliko razliko, ne? Ne gre za to, da je bilo zdaj škode za 10 let, ne? Sploh ne, ampak je pa treba to škodo sanirati in to je večji problem. Da ne bo potem lubadar svoje opravil, ne? Ja. To je treba poskrbeti. No, prihajate iz medijskega sveta. Dejstvo je, da mediji tudi v Sloveniji so močni. To se vidi zdaj ob stavki rudarjev. Vsi mediji
o tej stavki poročajo zelo intenzivno. Rudarji so se zaprli v jame in če ne bi tako intenzivno mediji poročali, če ne bi imeli to moč, vprašanje, če bi se vlada tako hitro odločila stvari reševati. Gotovo bi temu bilo tako, zato ker mediji so, če rečemo z njihovimi besedami, četrta veja oblasti in v Sloveniji se tudi velikokrat tako obnašajo. Če te ni v medijih, potem te ni. Zdaj pri teh ubogih rudarjih je njihova, če rečem grdo, ampak je njihova sreča, da imajo rudnik in je to tudi za medije zanimivo. Če nekdo stavka v rudniku, ga potem opazijo. Ne opazijo pa potem mnogih drugih, ki ravno tako ostajajo brez denarja, medtem ko tajkuni so že pobrali svoje kovčke in taki pa ostajajo brez medijske podpore. Imamo, ne vem, v Ajdovščini, Primorje, Ajdovščina. To je stvar, ki se je leta in leta vlekla, ki je ogromno potegnila za sabo, pa v medijih je bilo zelo malo, zato ker je bil pač tisti znani knjižničar v zaporu, torej Črnegoj, direktor, je bil pač nedotakljivi leta in leta. Čeprav vsi vemo, da je prišel na položaj zato, ker je bil v tej pravi stranki, ker je bil pač rdeči direktor, ampak in vsi so ga imeli tudi za sposobnega, potem danes pa vidimo, da temu ni tako. Ko je prišla kriza, mu je vse propadlo, mu je propadlo praktično cela, lahko rečemo, gradbena industrija v Vipavski dolini. To je zdaj samo en primer, takih podobnih stvari je povsod in ti delavci ostajajo v bistvu na cesti brez medijev, kar pa ni prav. No, omenili ste rdeči direktor, velikokrat slišimo, pa smo poslušali, da je prav, da se takrat, ko smo šli v samostojno Slovenijo, niso zamenjali ti rdeči direktorji. Čeprav zdaj pa marsikdo razmišlja, da bi bilo pa dobro, če bi jih, če pogledamo, kam so popeljali mnoga podjetja, od SCT-ja, da ne govorimo še naprej. Torej, niso bili tako sposobni, kot se je govorilo, da so. Ja, to je res. Oni so bili sposobni, njihova sposobnost je bila samo v tem, da so imeli kilometrino na direktorskem stolčku. Torej, ogromno jih je bilo pa brez talenta za gospodarstvo, kvečemu je bil kakšen vodilni ali pa ambiciozen človek, ampak to ni dovolj za to, da boš podjetje peljal v času krize. Tako da tukaj se je dejansko pokazalo, da ta če rečemo nomenklatura, ta sloj ljudi, elite, ki v bistvu izhaja že iz prejšnjega sistema in v bistvu še danes obvladuje veliko več kot polovico podjetij in vsega, kar se zgodi v Sloveniji, tu so se izkazali kot popolnoma nesposobni. Ampak slišimo pa tudi zdaj protestnike, kako so bili nekoč dobri direktorji, je bilo veliko ljudi zaposlenih, so poskrbeli, da so bile plače in tako naprej, tudi v jamah je bilo veliko rudarjev zaposlenih. Ja, zdaj to je malo populistično, po vsej vzhodni Evropi je tako, da imajo nostalgijo za starimi časi. Ampak nostalgijo so imeli tudi v prvi Jugoslaviji z Ranko Avstrijo. Nostalgijo so imeli tudi v prvih povojnih letih za staro Jugoslavijo. Tako da to je pač, gledaš na stare čase in je to čist normalen pojav, da so ti bolj všeč. Smo bili bolj mladi, smo bili bolj poskočni in tako. Zato so stari časi lepši. Da je pa to samo en populizem, brez realne osnove, pa pove dejstvo, da praktično v vsej vzhodni Evropi nimamo ene stranke, ki bi bila komunistična partija, ki bi rekla, hočemo prejšnji sistem. Torej, oni nekaj govorijo, da bi šli v prejšnji sistem, ampak dejansko ni niti enega politika, ki bi to tudi zagovarjal. Torej, je to malo neresno. Druga stvar, tisti, ki si res tako želi iti nazaj, bi pričakoval od njega, da se ne bo vozil v Audiju, ampak v stoenki. Ampak takih pa tudi ne poznam. Tako da je tako. Jaz mislim, da je treba gledati bolj na same ljudi, ki so dejansko danes dosti bolj
če rečemo, osamljeni, kot so bili nekoč. Ne? To je bolj sociološka stvar. In tu država ne opravlja svoje funkcije, tako kot bi morala, zato ker ljudje, ki nimajo dela, ki nimajo zaposlitve in možnosti za razvoj, postajajo resignirani. In če gledamo samo skozi ekonomsko računico, sem prepričan, da en nezaposlen stane državo več, kot če bi naredili, ne vem, javna dela ali pa neke take preproste službe, recimo, ki bi jih lahko tudi država deloma spodbujala. Torej, da bi to gotovo manj stalo državo kot nekoga, ki je prvič na čakanju, drugič mu toliko država plačuje, tretjič je on nezadovoljen, je zaradi tega ne vem, v njegovi družini se lahko situacija poslabša. In to povleče ogromno drugih zadev. Zato jaz mislim, da človek ima dostojanstvo in to bi morali se tudi v politiki bolj zavedati. Vse to mene včasih skrbi. Morali bi se v politiki tudi zavedati. Ko gledam zdaj ta novi zakon o davku na nepremičnine, pa sem se tudi z nekaterimi tistimi, ki so ga podprli, pogovarjal, pa so čisto tako vehementno rekli, ja seveda, kmetje imajo dovolj, obrtniki, podjetniki imajo dovolj, tem je treba še nekaj vzeti, ampak nenazadnje, prav te skupine so tiste, ki so nekako gibalo razvoja neke družbe, da ne capljamo nekje na mestu. Zdaj jih bomo pa še malce obdavčili. To je res, ker vse zahodne družbe, vsa uspešna gospodarstva tega planeta, tudi v Afriki, temeljijo na temu, da je svobodni trg, da je svobodno podjetništvo in temelj tega so podjetniki. Pri nas še vedno razmišljamo malo kot v prejšnjih časih, da je tisti, ki nekaj ima, in to je tisti, ki nekaj dela, tisti, ki ima nekaj svojega, gledamo malo ljubosumno na njega in je neke vrste razredni sovražnik in zato mu treba vse vzeti. In to je bilo kmetje... Zraven dodati še cerkev, ne? Ja, kmetje in podjetniki so bili razredni sovražniki v prejšnjem sistemu. In danes se obnašamo enako. Posebej glede podjetnikov, kot sem rekel, to je formula preizkušena po vsem planetu. Tudi mnoge diktature, ki so hude diktature, ko ubijajo ljudi, ko, ne vem, v Egipt ali pa, ne vem, kakšne afriške diktature, ampak tržno gospodarstvo je veliko bolj svobodno kot naše. In pri nas imamo demokracijo, ampak tržnega gospodarstva pa nimamo, ker je vse bolj ali manj splanirano. Imamo neke vrste še vedno plansko gospodarstvo, ki se še vedno dogovarjajo. Velike firme so odvisne od vlade, kako delujejo, kako dobijo, ne vem, subvencije, kam se bojo prijavili na kakšen razpis, ker pri nas so vsi razpisi bolj ali manj netransparentni, na razpise se podjetniki ne prijavljajo več. Kje je še država tudi solastnica ali pa lastnica? Ja, in spet smo se začeli, recimo ta nepremičninski zakon, to je prav eno tako birokratsko skorpucalo. Tukaj je izjem malo morje, tako da nihče ne ve, kako je. To je treba, davki morajo biti preprosti. To je Marija Terezija, cesarica, je povedala, je rekla, da zakon mora biti tak, da ga razume tudi en kravji pastir. Torej mora biti tako napisano. In tudi danes bi moralo biti tako. Ne pa, da imaš te davke in to noben ne zna tega zračunati. Isto kot obrestna mera. Ga ni strokovnjaka, ki bi ti na banki povedal, če predčasno odplačaš kredit, ali se ti to splača ali ne. Ja, ponavadi se še ne, ker je še bolj žalostno. Malce ste se dotaknili tudi cerkve, pa tudi sam sem malce nakazal. Rimokatoliška cerkev ima novega papeža, nekateri pravijo, da je prišel levičar ali pa celo komunist na oblast cerkve. Kako vi gledate? Vi ste kar precej dober poznavalec tega. Tudi nekaj časa ste preživeli v Rimu, Vatikanu. Ja, bolj krajša obdobja, sem bil večkrat tam, to je res, ampak je pa res, da spremljam, tudi pišem precej o tem. Zdaj ravno obletnica tega papeža, izvolitve in to lahko rečemo, da je bil prelomni dogodek v katoliški cerkvi.
En italijanski cerkveni zgodovinar je celo rekel, da je to v zadnjem tisočletju najpomembnejši dogodek. Ne? Torej odstop prejšnjega papeža in nastop papeža Frančiška. Jaz mu rečem Frančišek prvi F1, ne? Torej Formula 1. Ne, jaz se ne bi strinjal s tem, da je on levičar, da je marksist ali kaj podobnega. Ne? Tisti, ki ga pozna posebej odprej, ko vidi, kaj je govoril, kako je delal, niti podrazno. Ne? Če se prizadevaš za delavca, za socialno ogrožen ljudi, to ni levičarstvo v smislu komunizma. Ne? To je pač ena socialna politika, ki jo je imel v končni fazi utemeljitelj krščanske politične misli v začetku prejšnjega stoletja, Janez Evangelist Krek. Janez Evangelist Krek je bil tudi marksist. Tako da tukaj je vse to malo, jaz temu ne bi dal kakšnega pomena, mislim, da je to pač ena raca, ki so jo začeli širiti določeni in zanimivo, da je tisti, ki to govorijo o papežu, s kom se oni navezujejo v tem trenutku. Kdo so kritiki papeža? Eni, ki pravijo, da je levičar, da je komunist, in pa so tisti, ki mu oporekajo, ker je preveč liberalen, ne? Mislim, ker je preveč konzervativen. Torej, na eni strani najdemo, ne vem, gejevske aktiviste in potem pa skrajne desničarje, ne? In pol tukaj vidimo, da se v bistvu skrajna levica in skrajna desnica se ponavadi stikata, ne? Tako da to mislim, da to samo po sebi dovolj pove. Je pa drugačen, ne? To pa je definitivno. No, je, gotovo je drugačen. Je možno, da z njegovim prihodom, da ne bo toliko odhodov vernikov ven iz te rimokatoliške vere. No, Frančiškov efekt v Italiji kaže ravno obraten proces, ne? Da se je v določenih župnijah se je obisk povečal za 20%. Ne? To se lahko pri nas gre skoraj obratno, ne? Je nekaj nepredstavljivega, ne? Pred enim letom, če bi to kdo rekel, bi temu ne bi verjel, ne bi rekel, ne, to ni res, ne? Tako da, se pravi, papeža ne smemo preveč gledati v duhu hladne vojne, ne? Ker v času hladne vojne je bilo papeštvo tisto, ki je v bistvu se borilo proti komunizmu, ne? In v bistvu pomagalo, da je komunizem padel na vzhodu. Ampak danes so prvič drugačni časi in drugič zavzemanje za navadne ljudi, to je temelj krščanstva, ne? Če je pa cerkev že pred več kot 100 leti precej izgubila stik z delavstvom, ne? Je pa to problem cerkve, ki bi ga morali reševati, ne? In jaz mislim, da ga ta papež rešuje. Mu bo uspelo tudi okrog jastrebov v sami cerkvi? Jaz mislim, da ja, zato ker on je reformator, lahko rečemo v nekem smislu celo revolucionar ali pa evolucionar, ker je začel na veliko, ne? Zdaj recimo tiste trgovine z temi modnimi dodatki za kardinale, ne? Ki stanejo ne? To že propada, ne? Tam okoli Vatikana te trgovine ne prodajo več toliko teh raznih zlatih okraskov in kot se neko modnih dodatkov za kardinale, ne? Tu kardinal lahko ima tudi vlečko, rečemo, ki je 20 metrov dolga, ne? Če pogledate v Wikipediji je fotografija našega kardinala, ne? Kako je oblekel. Torej, to so stvari, ki za cerkev niso bistvene, ne? To je neka zelo draga maškarada, ki jaz mislim, da je zelo daleč od tega, kar bi morala biti Kristusova cerkev. Se bo to poznalo tudi, ali pa se že poznajo tudi po slovenskih farah, da se mogoče duhovniki, da bodo pomislili, ne, kakšen avto naj si kupijo, pa čeprav jim ga starši kupijo, naprimer, ne? Ja, jaz poznam primer, ne bi o imenih, ne, ampak en štajerski duhovnik, ki je prodal en dober avto in motor, ne, in si kupil nekaj manjšega, ne, tako da je Frančiškov efekt je tudi, se ga vidi tudi pri nas in dejansko danes se recimo dost lažje oziroma dost težje en duhovnik kupi en dober avto, ne, to glede tega je en
en napredek. Moramo pa tudi vedeti, recimo, je en primer spet enega duhovnika, ki ima Mercedesa, ne? In potem vsak pomisli, pač kaj je to, ne? In to je en duhovnik, ki mi je tudi govoril o tem, ne? Da ima Mercedesa in da ga je ena časnikarka poklicala in rekla, če bi kakšen avto ima, in rekel, ja, jaz vam povem, ni problem, ampak moj pogoj je, da če objavite pač kakšen je in vse to, da objavite še en moj komentar na to, ne? In je rekla, ja, bomo. In pa je rekel, moj Mercedes je star, mislim, da 12 let in ga zamenjam za 5 let staro Škodo. Ne? Tako da je tudi, ne smemo zdaj nasedati prav na vsako tako raco. Ste velik poznavalec medijske srednje, medijske scene pri nas, tudi kot predsednik Združenja novinarjev in publicistov. To budno spremljate. V času lanskoletnih protestov so mediji ogromno tega objavljali o zahtevah protestnikov, pa tudi o neki novi družbeni ureditvi, bi skoraj da človek lahko dejal, o novem načinu vladanja. Kaj imamo zdaj po enem letu? Mimogrede, je družba naša reformirana, so mediji reformirani, je kaj drugače, je kaj boljše? No, to je res, ne? Najprej bi morali medije reformirati, potem šele družbo, ne? Zato, ker mediji so v Sloveniji v 20 letih se v bistvu stopicajo na mestu in je medijska svoboda recimo leta 93-94 bila bistveno višja kot danes. Ne? Tako da tukaj ni debate glede tega. Torej, mediji so naredili in dosegli to, kar so hoteli. Ne? Hoteli so, da Janez Janša odide. Ne? To je jasna stvar, ki jo lahko začutiš tudi v pogovorih z novinarji. Zakaj? Najprej zato, ker mediji niso naredili svoje domače naloge in so ostali tam, kjer so bili leta 89, 88. Ne? Torej, da so podaljšana roka partije oziroma danes podaljšana roka leve politike. Ne? In zato se še vedno usklajujejo uredniki ali pa novinarji s politiki. Dostkrat pa se tega niti ni treba. Ne? Ni se jim treba usklajevati, zaradi tega, ker sami tudi tako razmišljajo. Ne? In zato potem, če naredi iz ene katoliške srednje neko dejanje in potem nekdo, ki je politik levice, ga mediji ne obravnavajo enako. Lahko isto dejanje, ampak ga obravnavajo različno. Imajo dvojne vatle. In zato recimo vlado Janeza Janše bistveno bolj kritično ocenjujejo, kot so recimo vlado Boruta Pahorja. Vlada Boruta Pahorja, ki nas je spravila v kolaps praktično, nič, oziroma zelo blage kritike so bile. No, celo zmagal je potem na predsedniških volitvah, mimogrede, za nagrado. Kako? Za nagrado. Ja, za nagrado, ja. In isto je zdaj pri Bratuškovi, ko vsi primerjalni kazalci, če se mi primerjamo, mi ne smemo gledati samo gospodarsko rast ali pa gospodarski padec. Mi moramo gledati, kakšen je recimo naš BDP v primerjavi s poljskim, češkim, slovaškim. In recimo mi smo na evropski lestvici BDP-ja, smo v času 2004-2008, v času Janše, smo lezli gor. Nekaj tudi že pred Janšo. Ampak po letu 2008 smo začeli pa ali malo rast, ali pa malo padati, ampak vsekakor bolj padati od primerljivih držav. Mi smo v času Janše že prehiteli Grčijo in Portugalsko in dohitevali Italijo, zdaj smo pa že precej dol. Zdaj nas prehitevajo in Slovaška in Češka in tako. Tako da to so tisti kazalci, o katerih pa tudi novinarji zelo, zelo malo govorijo. In to gre v našo škodo, dolgovi, ki jih bojo morali plačevati naši otroci. To so stvari, ki ne bi smeli se tako obnašati. Tukaj gre za eno odgovornost medijev. Očitno je pa tem tudi novinarjem in urednikom povsem vseeno, kam gre naša država. Pa je tu priložnost za nekaj teh novih strank, ki so nastale iz tega stajniškega
gibanja, za katere pa lahko zdaj, ko jih pa pogledamo, ne, kako so sestavljene, pa že tudi po samem programu, lahko rečemo, ne, da je samo kakšna preobrazba nekih drugih strank, ki niso več popularne. Ampak bolj kot ne, pa vse skupaj levica, ne. Naša levica, da se razumemo. Ne. Mogoče je ta levica v Sloveniji nekaj čisto drugega, kot kje druge. Ne. Ja, to se strinjam, kar pravite zdaj na koncu. Jaz tudi mislim, da gre za transformacijo, zaradi tega, ker gre za iste ljudi. Ne, to niso nobeni novi obrazi, ne? To so isti ljudje. Ne? Govorimo o Keber, Pirjevec, pa Tomič, Žnidaršič, pa tako naprej. Tako da za njih točno vemo, kaj so delali pred 5 ali pa 10 leti, kako so se obnašali in kaj so delali in lahko predvidimo. Ne? Da bojo pač v parlament bojo mogoče prišli s tem, da bojo govorili o ukinitvi demokracije in raznimi podobnimi drugimi nesmisli. In mogoče prišli v parlament, ampak potem bojo podpirali z vsemi 4 levico. Ne? Tako da meni je zelo žal, da tukaj ni nastala, tudi v končni fazi, če bi nastala ena res levičarska stranka, ki bi udarila po tajkunih, ki bi dejansko bila proti tajkunom in proti bogatstvu na levici, potem bi bilo to zelo dobro, ampak take stranke nimamo. Ne, oni sicer nekaj govorijo, ampak kaj ti pomaga, če potem podpirajo recimo politiko Milana Kučana ali pa njegovih kolegov in stricev iz ozadja. Ne, posredno je to podpora njim. Ne, torej zdaj se pol vprašam, koga pol podpirajo. Kakšna levica je to, če podpira bogataše, ne, in če podpira tajkune. Kaj pa mediji, sami mediji? Nekaj ste že o tem povedali. Se je kaj v tem letu spremenilo? Je kaj manj pritiska? Če pogledamo, ne, tudi nek vaš zadnji zapis Združenja novinarjev in publicistov, je kar veliko novinarjev, mnogih različnih medijskih hiš izgubilo delo. Ali pa so dobre pogodbe zamenjali za slabše. Ne? No, če je to merilo, kar v bistvu to je gotovo eno od meril, kako so novinarji plačani, kakšne pogoje za delo imajo, ne? In po tem merilu je šla medijska svoboda gotovo dol. V zadnjem letu je ogromno ljudi, ogromno novinarjev, par 100 v bistvu šlo iz služb za nedoločen čas na razne pogodbe, ne? Kar pomeni, da so manj zaščiteni, da si manj plačujejo za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje, da imajo v končni fazi manj, da niso tako zaščiteni, da jih lahko praktično kadarkoli delodajalec vrže na cesto. Torej, to je en vidik. Lahko rečemo tudi, da je stališča, da so večje žrtve mlajši novinarji, neuveljavljeni, ali pa recimo tisti, ki so na začetku svoje poti, je to še večji, torej še huje. Zato, ker če se recimo stanje, če pogoji dela za enega uveljavljenega novinarja, ki ima 50 let in je ali pa takega, ki je malo pred penzijo, če se njemu malo poslabša, to ni tako hudo. Če pa nekdo, ki je začel delati in v bistvu vse zgubi, nima niti stanovanja, nima še enega fotoaparata, ne, je pa to zelo hudo. Ne. Po drugi strani pa tisti, ki nekako že so stari, recimo 50 let ali pa tam nekje imajo bogate izkušnje, je pa spet na drug način problem, če taki nekako izgubljajo, pa pridobivajo spet mladi, ki so pa pripravljeni vse postoriti, vejo pa ne veliko. Ne? To se mogoče dogaja tudi ob stavki rudarju. Ne? Mnoge medijske hiše imajo zelo mlade novinarje ali pa novinarke, ne? Ki praktično ne poznajo prav dobro stanja in so potem tudi vprašanja včasih zelo čudna. Stari pa so nekateri službe izgubili. Ne? Ja, to je res, zato ker jaz imam recimo 42 let in pred 42 se počutim že zelo star. Ne? Zato, ker so... Za vas ni služba? Ja, tudi to. Recimo, tako ko se pogovarjam s kolegi, po 40. v bistvu si moraš že najti eno uredniško mesto, eno mesto v arhivu ali v ozadju, v režiji, ne vem kje, torej nekje, kjer manj delaš in si dobro plačan. Ne? In tega je ogromno. Ne? Takih starih mačkov, ne, novinarjev, je zelo, zelo malo. Ne? Vidimo tam dobro pri Odmevih, ampak drugače pa zelo, zelo malo je recimo takih starejših novinarjev. In je smešno recimo, da ne vem, pride en politik, katerikoli,
ki ima kilometrine, recimo 10-20 let, in pa pride pač en mlad novinar pri 30-ih, ki pojma nima o ničemer in ga potem sprašuje neke v bistvu neumne zadeve, ne, da ne rečem. In to ni prav ne samo zaradi tega, ker je to žalitev recimo, ne vem, okolice, urednikov ali pa politikov, ampak to je žalitev gledalcev. Gledalci si zaslužijo, da se en novinar, ko nekaj dela, da se prej poglobi, da stoji za svojimi besedami. Ne. Tega pa pri nas velikokrat ni. Tudi zaradi tega, ker stari uredniki pritiskajo na te mlade, da delajo tako, kot morajo. Ne. Torej, da so še vedno podaljšana roka neke ideologije, ki govori, da so levi dobri, desni, ali pa desno-sredinski slabi. Ne. To jih učijo tudi na fakulteti za družbene vede, sem jo dal skozi, ljudje tudi vejo, kakšen magisterij je naredila Bratuškova na tej fakulteti, ne, tako da človeku postane nerodno, da je tam diplomiral. Ne, ampak tisto je valilnica kadra, ne, zato ker tam je vse drugo bolj važno, torej nič ni tako važnega, kot to, da bojo prekvasili te mlade v ene take napredne, liberalne novinarje, ki bojo, ne vem, vsazga slekli, če bo treba. No, če pa kdo že od novinarjev dregne v osje gnezdo, ne, da oblasti pokaže ogledalo, se pa lahko zgodi, da izgubi službo, ne? Ja, teh primerov je bilo tudi v zadnjem letu kar nekaj, ne? Torej, da so eni bili še bolj degradirani zaradi svojega pisanja, zaradi svojih sadov. Lahko Pogledi Slovenije omeniva, ne? Slaka, ne, svojo recimo oddajo, pri Pogledih Slovenije, čeprav tam ni tako enoznačna zgodba, ampak vsekakor gre za, če gledamo samo RTV, gre za poslabšanje kakovosti, ne? Kar si predstavljam, da... Zdajšnje oddaje napram prejšnje. Ja, ker zdajšnje oddaje so enostavno, ljudje, novinarji niso tako pripravljeni, so bolj usmerjene, bolj opredeljene, kot so bile prej. Ne? Prej se je vseeno več pustilo, ne? Več sogovornikov je bilo, bolj pripravljene zadeve so bile, novinarji so skušali biti bolj objektivni, kot so danes. Ne? Zdaj gre pa dostkrat pač za to, če pogledamo prav v tisti medijski stampedo v času Janševe vlade, te zadnje enoletne, vidimo, da dejansko oni imajo politične cilje. Ne? Da je cilj večine slovenskih medijev ni obveščati poslušalce in gledalce, ampak je ustvarjati politiko. Upanje za naprej, kakšno je? Ja, po eni strani sem optimist zaradi novih medijev, elektronskih in tako naprej. To odpira ene določene možnosti. Po drugi strani pa sem pesimist, ker dokler bo v naši državi tako, da bomo pač pluralno, medijsko nepluralna država, ne bo tudi gospodarska napredka, ne. Tako da dokler ne bojo mediji svobodni, dokler ne bojo mediji recimo vsaj delno uravnoteženi, bo gospodarstvo šlo v isti smeri, kot gre sedaj. Tudi ne vem, če sam še na misel, v Ranki Avstriji, pred Prvo svetovno vojno, to je 100 let nazaj, smo imeli 2 dnevna časopisa. Enega klerikalnega, enega liberalnega. Danes jih imamo 5-6, so vsi levi. Torej, mi smo edina država v Evropski uniji, ki nima desno-sredinskega dnevnega časopisa. Žal, ne. To je pač naša slika. Zanimivo je pa vseeno ob tem, da imamo pa volilno telo, ki pa je razdeljeno ponavadi na pol, ne. Ja, torej, da bi verjetno brali tudi. To je to, ne. Če imamo mi volilno telo, oziroma če imamo ljudi, ki jih je polovico takih, ki je prepričano v eno in polovico v drugo, recimo, da imajo vrednote take ali pa take, torej bi morali imeti tudi, ne vem, v programskem svetu RTV bi moral biti razdeljen na polovico. Ne pa tako, da je levičarji so vedno v večini ali pa celo v veliki večini.
Tino Mamić, hvala za vse, kar ste povedali o tokratni oddaji. Rodovnike še sestavljate, ne? Ja, seveda. Veliko dela, veliko povpraševanja. Ja, hvala Bogu je kar precej, tako da sem kar vesel. To je zdaj bolj vaš kruh, ne? Kot pa tisto, kar ustvarjate. Ja, novinarstvo sem nekako moral obesiti na klin, ker pač ni bilo, če rečem, posla zame, ne v recimo desnosredinskih ali pa katoliških medijih, ne v javnih, ne v levičarskih in pač živim tako, da dobro živim. Ok, še naprej dobro živite, ne? Hvala vam za pozornost in srečno.